Gospodarstvo načeloma ne pozna meja, kar pomeni, da se meje v ekonomiji ne poznajo. Seveda pa se poznajo predvsem pri administraciji, pri postopkih, ki so potrebni za to, da neka gospodarska aktivnost zaživi, če je izvajalec te dejavnosti iz druge države. V Primorski gospodarski zbornici že 2 leti izvajamo svetovanja številnim italijanskim podjetjem, ki se interesirajo za to, da bi investirala in delala v Sloveniji. Enako se na nas obračajo tudi podjetja iz Slovenije, ki jih zanima poslovanje v Italiji. Čeprav sta državi sosedi, so pogoji za delovanje v gospodarskem smislu zelo različni. Italijanski delodajalci in pa seveda naši izvajalci kot podizvajalci v italijanskih projektih ali pa izvajalci nekih storitev v Italiji se seveda zanimajo tako za vse potrebne dokumente, kot za stik s kakšnim agentom, ki je v Italiji normalen pojav in je to posebnost v prostoru Evropske unije, in seveda jih v tem primeru napotimo na naše kolege v Italiji, Slovensko deželno gospodarsko združenje, če tega seveda sami ne poznamo dovolj dobro. Z druge strani, seveda pa italijanska podjetja sprašujejo o pogojih in načinih poslovanja v Sloveniji in to jim seveda znamo podrobno povedati in predstaviti gospodarsko situacijo z davčnega, zaposlitvenega, izobrazbenega in še kakšnega drugega vidika. Kar bi seveda strani delodajalcev zelo olajšalo čezmejno zaposlovanje in čezmejno poslovanje, je seveda izenačenje ali pa, če temu rečemo, prevod potrebnih pogojev za to, da lahko nekdo opravlja neko storitev onstran meje, torej v drugi državi, ali pa da zaposluje, po drugi strani napotuje delavce v sosednjo državo. In tu ima seveda administracija in birokracija zaenkrat še vedno prevladujočo vlogo. Cilj naš bi seveda bil, da te stvari zelo olajšamo, sprostimo, saj konec koncev Evropa temelji na načelih prostega pretoka blaga, ljudi, storitev in kapitala. In če se tu pojavljajo administrativne ovire in zapore in še kaj, omejitve, potem temu ni tako. In to želimo čim bolj sprostiti, čim bolj približati delodajalcem za to, da bo ta prostor, čezmejni bomo rekli, postal še bolj enoten, še bolj enovit, še bolj prepleten in s tem bolj učinkovit in bolj uspešen.